lahko štartaš, da vidiš, reši 1 minuto pauze, kot zgodi. Oprej tudi Franko, to ona te bo fragirala, veš, bo kar začela. Živijo. Kakšno minuto fotogenja, za vaš intervju? Jakob starejši. Samo nekaj povedal. Niko, če boš stal tam, boš impaliral Franka. Ne, bom se usedel nekam zadaj, veš kaj. Pa za diskusijo... Jaz to že snemam. Ja, za diskusijo, aparte che prima to tudi audio zdaj. Pazi, kaj govoriš. Še kakšno minuto, veste, čakamo tvojega intervjuva televizije, ne? Počakamo, da prije. Prva vrsta na razpolago. Pa konzulka, vsaj vidite lep zgled. V družbi. Tri ostane. Če se druga vrsta vsako makne z veseljem. Tri ostane fotografije. Že tam je predlagal v prvo vrsto. Reče biti on, ne? Brez se tudi ne. Vsej fotografiji bi lahko šli v prvo vrsto, ne? Če ne boste stali vikend celo vrsto. Mislim, da oni da bojiče se vzeli.
Ja, da je Sedaj pa lahko začnemo. Nekaj sem skupaj prisrčen pozdrav, dobrodošli na srečanju pod Lipami. Nocoj imamo imenitnega gosta, gospoda Zdravka Likarja, ki ga v naši sredi prisrčno pozdravlja. Pozdravljamo tudi gospod Ingrid Srbjaš, konzulko Republike Slovenije, ki nas je počastila s svojim obiskom. Nocojšnji večer bo vodil častnikar Julijan Čavdek in zato mu predajam besedo. Hvala lepa, tudi z moje strani. Dobrodošli na današnjem srečanju pod Lipami, dobrodošli so tudi našemu gostu Zdravku Likarju in zahvala, da je sprejel naše povabilo na ta večer. V naši sredi bi pozdravil še gospoda Janka Korošca, ki je predstavnik Socialne akademije in vodja socialnega tedna, v katerega tudi današnji večer spada in prosim, če lahko podaste tudi vi en vaš pozdrav, par besed. Hvala lepa, bo res na kratko. Bo res na kratko, ker se večkrat slabega zdravja, pa mogoče in malce celo teče beseda. Hvala lepa, da ste se z dvema dogodkama pridružili letošnjemu socialnemu tednu. Nam je v organizaciji to dejansko res v čast, v ponos, smo veseli, da smo tudi na vašem koncu in seveda predvsem si želimo, da te dogodke pod Lipami prinašamo v Slovenijo tudi še naprej, računamo na sodelovanju naprej. Pri tem res bi izrecno poudaril ponovno, kar sem že nekajkrat povedal, mogoče kdo tudi kakšno mojo besedo prebral, ni socialni teden tisti, ki prinaša, oziroma mi nismo tisti, ki prinašamo socialni teden po določenih krajih Slovenije, ampak iščemo tisto, kar je in poskušamo povezati. Da pač pokažemo vsem po celi državi širše, da ni vse v Ljubljani, marsikje še kaj več bogatega. Tako da hvala lepa, tudi hvala, da sem smel tole vas nagovoriti in nam želim vsem skupaj lep večer. Hvala lepa. Torej, če preidemo na današnjemu gostu, tukaj med nami je Zdravko Likar, ki sicer je, mislim, da ga vsi dokaj dobro poznamo, predvsem v funkciji velikega prijatelja nas Slovencev tukaj v Furlaniji, Ilirski krajini in še posebno, kar se tiče naših rojakov v Videnski pokrajini oziroma Benečiji. Če ga lahko na kratko predstavim, gospod Zdravko Likar se je rodil leta 1951 v Kobaridu, na to je zelo ponosen tudi, je univerzitetni diplomiran politolog, in v tem sva tudi kolega, ker sem tudi jaz v Italiji končal politične vede, tako da. In v svojem delu ima izkušnje tako v krajevni javni pravi, ker je bil svetnik v občini Kobarid, Tolmin, oprostite. V današnjih dneh, ampak že več časa pa zaseda funkcijo vodje upravne enote Tolmin, ki je v bistvu to, kar je pri nas prefektura, v bistvu predstavništvo države v
v kraju. Upravna enota Tolmin obsega področje 3 občin, in sicer Kobarida, Tolmina in Bovca. Razteza se na približno 940 km2 in na tem področju živi skoraj slabih 20 000 prebivalcev. Skupno je na tem področju 118 naselij. Upravna enota skrbi tudi za pospeševanje razvoja tega teritorija in pa za nadzor, za varnost. Gospoda Zdravka Likarja smo povabili sem zato, da bi z njim malo spregovorili o odnosu Slovenije do Slovencev v Furlaniji, Julijski krajini. Mislim, da je to prava osebnost za današnji večer, tudi zato, ker že ko je končal svojo univerzitetno pot, jo je zaključil z diplomsko nalogo, ki ima naslov Splošna pravna načela kot možen vir mednarodno pravnega varstva manjšin. To bi bilo zanimivo, da bi tudi enkrat o tem spregovorili na kakšnem večeru, ker ravno vsako toliko in tudi v tem času se sprašujemo, koliko te mednarodna pravila zavezujejo v našem primeru Italijo, da na primeren način spoštuje pravice manjšin. V svojem delu je tudi napisal kar nekaj knjig, sicer vseh ne bomo navajali, navajamo samo 2 oziroma 3 knjige, mislim, da je, tako se mi je zdelo pomembno, in sicer knjiga o očetu Ivanu Likarju Sočanu, partizanu, ki se je bojeval na tem našem predelu v drugi svetovni vojni, in pa knjiga prav tako o partizanu Francu Uršiču Jošku, ki se je tudi bojeval na področju Benečije, je bil zajet in umrl v Rižarni v Trstu, ki je bila edino koncentracijsko taborišče v Italiji, kjer je delovalo tudi ta sežigalna peč. Poleg tega, da je Zdravko Likar načelnik te upravne enote Tolmin, ima tudi glavne zasluge za ustanovitev muzeja v Kobaridu, o katerem je tudi izdal publikacijo, in pa ustanovitelj in predsednik fundacije Po Timiru, o kateri bomo tudi spregovorili na današnjem večeru, ampak da začnemo s temo o odnosih med Slovenijo in Slovenci v FEK, bi začeli s tem, kako ocenjujete današnje stanje teh odnosov, prav glede na to, da verjetno to doživljate na teritoriju, ker se takoj vidi, koliko je to konkretno, koliko so recimo načela, namera, dokumenti, ki prijejo izdani in odobreni recimo na vladni ravni, kako se potem tudi na teritoriju udejanjajo. Sicer, dobro večer. O tem bi sicer morala, oziroma bi več vedela povedati gospa Ingrid Crgaš, ker je to njeno delovno področje, je generalna konzulka in je upeta vsak dan v to dogajanje. Vendar jaz spremljam te odnose več kot 40 let in moram reči, da so ti odnosi odvisni od ljudi, ki zasedajo posamezne funkcije. Poznal sem ministre, ki so bili zelo, jim je bilo to eno poglavitnih področji dela, so bili pa tudi ministri, državni sekretarji, generalni konzuli in še naprej tisti, ki to poklicno opravljajo, ki je bila to bolj postranska stvar. Zato pravim, da to vzdušje na meji ustvarjajo, med državnih odnosih ustvarjajo ljudje. Kar se pa tiče teh odnosov, na meji teh vsakodnevnih, ki jih pač opravljamo mi, ki živimo in ki, moram povedati, nam ni to poklicna preokupacija.
bolj čutimo to kot ljubezen do teh ljudi, kot poslanstvo, kot tisto, kar nas žene iz dneva v dan, da smo prisotni in da prijateljujemo, ker skozi 40 letja pač se nabere tudi prijateljev. Tudi marsikatero razočaranje pride, ne? Ko veruješ v nekoga in potem vidiš kar naenkrat obrne ploščo in si ves pretresen, kako je pač to mogoče. Ne? Zdaj, jaz bom izhajal iz moje diplome. Moja diploma je pač imela namen pregledati vse ustave na svetu. Se pravi, sem pregledal vse ustave na svetu in sem pobral ven vsa tista določila, ki so govorila o varstvu nacionalnih manjšin. Nekatere države so imele to izredno dobro urejeno, nekatere nič. V praksi je bilo pa pač kot je bilo. Ne? Čeprav je bilo zapisano, vidimo iz dneva v dan, da tista črka na papirju ne pomeni nič. Tudi Italija ima v 3. in 6. členu napisano, pač kako bo varovala svoje manjšine, potem so tudi državni in deželni zakoni. Vendar, ko pridemo pa v eno občino, kar naenkrat, recimo tudi, če je levosredinska občina, kar naenkrat vidimo zdaj prav že zadnje primere, ko ugotavljajo, da tam Slovencev nič, prav črpajo denar iz teh zakonov za Slovence in kar naenkrat govorijo o nekem slovanskem plemenu, ki je tam ostalo in Slovencev ni. Ponavljam, levosredinska oblast je to storila. Ne? In temu se je začuditi. Ali pa primer, recimo, ko je zdaj pokrajina Videm izdala brošuro prejšnji teden, ko je v tej brošuri govora o tem, kako lepo skrbijo za 3 nacionalne manjšine, za podlansko, nemško in slovensko, in kar naenkrat res je ne na grafični podlogi, se pravi ne na mapi, ni, in pa tudi ni opisano. Predsednik pokrajine je pač izjavil, da tam še ni nič rešeno, še ni ugotovljeno, vemo pa vsi, da so vsi jezikoslovci, ki nekaj veljajo, so rekli, da so pač razjani, da so pač Slovenci, slovensko pač, to je slovenski dialekt, en ogranek slovenskega naroda. In če jaz berem razjanščino, jaz to 90% razumem, če berem pa prekmurščino, niti 50% ne razumem. Ne? Se pravi, ko bi rekel, ignoranca se reče po italijansko, ne? Lahko pa so tudi skriti nameni, jaz verjamem, da so tudi skriti nameni. V tem smislu, ne, bi vas vprašal, kaj predlagate, da kako bi mogli, ko prije do takih primerov, ne, kako po vaše bi mogla Slovenija recimo reagirati, recimo, ker tudi si predstavljam, da je na teritoriju predvsem problematično sodelovati s sosednjimi občinami, ki spadajo v ta sklop, kjer se izvaja zaščita za Slovence, ko morajo slovenske občine sodelovati v takih situacijah. Vi kako recimo to občutite, no? Recimo, mislim, da se je predvsem z vstopom Slovenije v Evropsko unijo in v te evropske inštitucije se je začelo to črpanje evropskih sredstev, kar nekaj projektov se je izvedlo na tem področju. Veliko pomaga Interreg, ki skrbi za ta obmejna področja. Se sprašujem, kako vam je, ko sklepate, recimo, načrtujete projekte, po drugi strani pa vidite na nasprotnih, mislim, na pripartnernih, da je to pomanjkljivo. Recimo, kaj bi bilo potrebno za vas narediti, da bi se to, da bi prišlo v zavest, da mora biti tudi en dokaz tudi z tega vidika, če hočemo razviti še dodatno eno sodelovanje. Ja, najboljši je dialog, ne? Če boš kar zid postavil, pa boš rekel, nimaš prav in konc in končaš z pogovorom, to ni dobra pot. Jaz z vsakim, ki je na drugi strani, skušam govoriti, ga pregovoriti,
mu tudi svetovati, lahko odpreti oči, če znam, ne, seveda vsega tudi jaz ne znam. Važno je, da gojiš stalne stike, ne glede na politično pripadnost, usmerjenost, ideologijo in tako naprej. Ker najslabše je zamputniti vrata. Ne. Zato jaz skušam vedno govoriti s čisto vsakim in tudi vsakega zelo dobro poznam. Posebno tisti, ki so že več let, več mandatov tudi župani na drugi strani. Tako da pred vsakim isti imam odprta vrata. In ravno zdaj, recimo, tudi s občino Poblonest, ki ima nečudne poglede, pa ki je sprejela nečudne zaključke, pripravljamo dva velika projekta, in sicer Park Nadiža, ki bo strateški projekt, vreden 3 milijone, in pa kolesarske poti, tudi strateški projekt, ki bo vreden 3 milijone. Se pravi, ne moreš preskočiti, ker pač sodelovati treba dobro teh ljudi od mej, ne glede na to, kakšno je njihovo trenutno, bom rekel, trenutno stanje. Saj s prihodom drugega človeka se bo mogoče to korenito spremenilo. Ja, poleg Podbonestce imate še kakšen drugi tak primer, magari recimo tudi uspešen, kjer ste uspeli prepričati recimo partnerja, da je to nekaj pozitivnega za tisti teritorij? Ja, sej moram povedati, da vse te beneške občine iščejo partnere na naši strani. In seveda na naši strani so 3 občine, ki so lahko deležene v teh projektih. In so tudi, se ne ozirajo toliko na te, kako bom rekel, na te probleme, za katere jaz vem. Recimo župani naši so z drugimi zadevami zasedeni in jih to toliko ne zanima, kar je po svoje tudi prav. Ne prav, kar je po svoje tudi dobro, da jih to ne zanima, ker če bi malo bolj razmišljali o teh zadevah, mogoče bi se v komu pač porodila miselne s tem, da ne bom sodeloval, čeprav ekonomsko je pa to koristno. Vendar je pa pametno, jaz tudi par pisem sem že županom poslal, jih tudi opozoril na razne zadeve, ki se dogajajo v tem obmejnem prostoru in da jih pač ozavestim, kaj se dogaja. Vendar seveda je potrebno pri tem ekonomskem sodelovanju, pa imeti odprte roke. Kaj pa lahko naredi osrednja država, po vaše, v takih okoliščinah? Ja, osrednja država bi lahko več naredila. Zdaj sem že prej povedal, odvisno je čisto od ljudi. Ingrid Cergaš je dobra generalna konzulka. So bili pa tudi slabi generalni konzuli. Recimo jih leto, po 2 leti, tudi po 3 leta nisem videl v Benečiji. Čeprav ljudi, kadar pridejo na tako visoki gostjen obisk, ljudje so zelo radi. Da ne govorimo o recimo ministru za Slovence po svetu ali pa državnemu sekretarju, so nekateri ministri, ki, bom rekel, grdo bom rekel, ki pojma nimajo, kaj je zamejstvo. In ko pridejo, odkrivajo Ameriko. Ko je Kolumb prišel v Ameriko, ni vedel, kje je. Tudi oni ne vejo, kje so. Tako je čudno včasih, mislim, narodno mi je zaradi tistih naših prijateljev, naših ljudi tam v Benečiji, ker vidijo tako, se na to ne spozna, čeprav bi se moral spoznati zaradi svojega poslanstva, ki ima sprejemna funkcija. Recimo, velik pomen in tradicijo ima to novoletno srečanje Slovencev iz Benečije in Posočja, ki se vsako leto prirejate. Mislim, da se vrstijo 3 občine. Letos je bilo že 45 po vrsti. Kakšen učinek ima to srečanje? Konkretno v teh okoliščinah, kaj skušate doseči preko tega s tem srečanjem? Ta srečanja so se začela 1970. leta. Sedanji župan, predsednik občine Papič
in vodstvo občine so organizirali pogovor z temi najpomembnejšimi predstavniki beneških Slovencev. Bralo se jih je recimo z slovenske strani 6-7, pa z beneške še 6-7 in to je trajalo recimo do enega 82. leta. Jaz sem začel na ta srečanja hoditi tam okolo 80. leta. Spomnim se, da pač na socialistični zvezi sem bil tedaj zadolžen za stike z zamejstvom 83. leta in sem bil prvič organizator teh srečanj in sem videl, da pač tam razen, da se dva uvodna govora in potem še večerja in potem so šli na razen, da to ni to, ne, in spomnim se tiskrat je bil Cigoj, generalni konzul je prišel, nam se je zdelo, kot da bi prišel predsednik države, ne, kot da bi prišel generalni konzul z Trsta na to srečanje. No in potem so pa ta srečanje prerasla v pravo manifestacijo prijateljstva z obeh strani. Zdaj se teh srečanj udeležuje tudi 300, tudi 400 ljudi in pridejo res vsi, ki kaj pomenijo v Videmski pokrajini, predstavniki Slovencev, župani in tako naprej, župniki, kadar so dali, bomo rekel, ta prav ton temu srečanju, predvsem legendarni župnik Pascual Gujon, nepozadnji Pascual Gujon, je tem srečanjem dojel tak žar, tak ton, da ga ne moramo pozabiti niti zdaj in še zmeraj dajemo Gujonova priznanja, čeprav njega nižje 13 let. Hvala. Tako, če bi recimo me zanima, vi imate odnose s celotnim področjem, kjer živijo Slovenci v Videmski pokrajini, ali se osredotočate recimo na občine, ki so recimo v Benečiji oziroma Terski dolini, ali je vaše sodelovanje se razširi tudi recimo na Rezijo ali pa na Kranjsko dolino, glede na to, da vaša upravna enota sega gor do vrha, mislim, skoraj do vrha, no, razen redno Kranjska gora je še... Ja, na predelu smo mi idemo na Trbiško, na Rebel. Ja, ne, z vsemi, čeprav, recimo, jaz sem bil prejšnja leta veliko bolj prisoten v Kanalski dolini, gor pri društvu Planika, so prerejajo vse te reči, zdaj je Don Anton Črnet, Anton Tonči Sivec predseduje. Tako da z Luigijo Negro pa s Sandrom v Rezi smo praktično vsak teden v vezi, predvsem pa Benečija in Terska dolina, to pa je moje domače dvorišče in predvsem s planinci, s kulturnimi društvi, s župani in podobno. S temi vsemi sem dnevno na vezi, ne samo enkrat, večkrat, ne. Oni rabijo, jaz rabim, tako da se to pač prepletanje dogaja vsakodnevno. Velik pomen v tem imajo tudi delovanje društev, s katerimi tudi, mislim, da precej sodelujete. V zadnjih letih se je Benečija okrepila tudi z tega vidika, precej so prinesli tudi projekti, recimo eden med temi je tudi projekt Jezik Lingua, čeprav mislim, da vi niste bili vključeni v ta projekt. Zbor zbirk smo bili. Zbor zbirk, ja. Recimo, kako vidite, se širijo potem te povezave tudi, oziroma sodelovanja tudi na društva, ki so prisotna na slovenski strani? Ja, društva zelo dobro sodelujejo, pevski zbori, pa imamo bivše društvo Pobere, to je Posočje, Benečija, Rezija, to je skrajšano. Ravno zdaj bojo imeli eno prireditev gor pri nas. Potem so še druga kulturna društva, moramo imeti kulturno društvo Ivan Trinko. Smo stalni pisci, tu je med nami tudi dr. Branko Marušič, ki stalno piše tudi v ta Trinku koledar že vrsto let.
so kulturno društvo Rečan, ne smem pozabiti, oni so zelo aktivni, škoda, da je pač Aldo Klodič odšel, ne, ki je bil gonilna sila Benečije, moram reči, ne samo rečanske doline. In podobno, naši pevski zbori in beneški pa res zelo dobro sodelujejo na vseh prireditvah, ki jih tudi pripravljamo tako, da je pol naših, pol njihovih, ne. Tako da je to prijateljstvo res preseglo vse meje. Če se spomnim let nazaj, tega ni bilo toliko, ne. Je bilo, recimo, se je tudi kar tako lih izven malo temu razvoju, ne, je tudi kaj vplivalo, recimo, ena močna tragedija, so bili potresi, ne, ki so prizadeli to področje. Tako, je bilo tudi tam, so se ljudje zbližali v takih situacijah? Ja, potres leta 1976, tako imenovani furlanski potres, je povzročil tudi potres v teh odnosih na bolje, potres na bolje. Ker ljudje, predvsem v Karski dolini v Bardu, ker je SGP iz Nove Gorice zbirala te betonske hiše in drugod, so videli, da nismo tako nazaj s tehniko, marveč smo naprej v Sloveniji in so bili zelo hvaležni, pa tudi tisti naši delavci in pa tudi vodilni so tako naprej, ki so bili tiskrat prisotni v tem beneškem prostoru, so pustili izredno pozitivni odmev. In še zdaj pravijo tam ljudje, starejši, kako je bilo lepo in kako hitro je Slovenija tiskrat pomagala nam, ki smo bili v težavah, ne. Ravno tako v Rezi, kjer je bil rozojanski dom zgrajen. Tako da potres 76. je res bil prekretnica in je zbližal ljudi. Tudi tisti strahovi, povojni strahovi, ki so bili prisotni več na italijanski strani, v Vilenski pokrajini, kot pa na naši, so bili v veliki meri odpravljeni, prav po potresu 76. Zdaj, drugi potresi so predvsem Posočje, ne Benečija, pa ne, hvala Bogu. In recimo, ker je tudi to področje obmejno, ki gre od tukaj naprej, je tudi z tega geološkega oziroma zemeljskega vidika recimo problematično, zato ker so hribi. Recimo, kako se je stvar razvila po tem, ko je Slovenija se osamosvojila, oziroma še posebno potem, ko je vstopila v Evropsko unijo in v šengenski sporazum, s tem, da so se te meje odprle, da je prost pretok ljudi. Kako se je to občutilo na tej strani meje? Ja, jaz moram povedati, da ko smo pripravljali tisti dogodek na vrhu Matejurja 30. aprila 2004, to je nepozabno, to je bila množica 2000-3000 ljudi in gor na vrhu Matejurja smo šli z baklami v dežju, v megli in smo čakali tiste polnoči. Ne znam povedati, kako je bilo to slavnostno, kako je bilo to veselo, kakšno vriskanje. Sedanji župan Vidma, Furio Honzel, je bil takrat rektor univerze v Vidmu, sem ga tam proti jutru, ko smo se vračali dol z Matejurja, sem ga dobil v takih salonarjih, v enih skalah, ni vedel, kje je, in potem smo nadaljevali v koči, dokler ni sonce vstalo. Tako da bilo je nepopisno. In nepopisno je bilo pa tudi 20. decembra 2007, ko smo tisti fardamen prekleti konfin vrgli dolo na Dižo in smo rekli, nikdar več meje. In zame je Evropska unija največji dosežek je s tem, ko prehajaš svobodno mejo. Ko greš na Matejur, ko te noben ne sekira, ko noben ne gleda na te, odkot si prišel. Ali pa, ko greš čez nekdanje mejne prehode in ko vidiš, kako je vse lepo. Pred kratkim sem bil na Češkem in smo šli skozi 5 držav gor okol in tudi nikjer ni bilo nobene meje, je bilo prelepo. To je največji napredek v odnosih, pa tudi v občutju ljudi, ker tisti konflikt nas je res utesneval.
Ja, tista meja, tisti konfin je bil zares, še posebno tam pri vas je bil zares tako en tak železen, še posebno zaradi za naše rojake Benečane, ki so nažalost od leta že 1866 padli pod en tak, med navednicami, režim, ki jim še danes jih otežuje, da ne bi lahko živeli svojo tako narodno zavest bolj sproščeno, kot bi bilo primerno tudi v državah, ki so članice Evropske zveze. In glede na to, da se pogovarjamo o teh odnosih, tudi mi tukaj in še posebno Benečija gor doživljamo sedaj ene take posebne trenutke z to reformo krajevnih uprav, pa bi vas vprašal, koliko ste vi s tem, če poznate to in če imate kakšno mnenje o tem, kaj se sedaj uvaja, ker v bistvu še najbolj, recimo, sedaj prav, ko se pišejo, ko naj bi se odobravali štatuti teh medobčinskih zvez, se je pokazalo dejansko, koliko je občutka za zaščito narodne manjšine tukaj v naši Furlaniji krajini in nažalost najhuje je spet v Benečiji, v Videnskem pokrajini. Ja, imam svoje mnenje, vsekakor imam o tem svoje mnenje, kar v statutu bi moralo biti, kot trdi moj dober prijatelj, bivši župan Tipane Elio Bera, bi moralo biti zaščita slovenske vodarje manjšine in pa pomoč goratim krajem. V tem statutu govorim recimo za Tipano, za Nadiško unijo in Kanalsko je verjetno prav tako. O tem ni govora, ne. Ni govora ne o zaščiti manjšine, ne o pomoči gorskim skupnostim, gorskim krajem in bati se je, da bojo prevladala nižinska središča, da tudi način glasovanja, vidite, da ni enakopraven, nima vsaka občina enakih glasov, marveč te male občine imajo eden, večje dva. Tako da to ni v redu. Čeprav sem pričakoval, to je moje mnenje, da bojo te levosredinske občine drugače se obnašale, predvsem v Bardovu, recimo je soglasno bil ta statut sprejet. Gor se govori celo samo o slovanskem poreklu, ne, neč o Slovencih, kot da bi padli z lune. Če gremo v Bregin, ali pa v občino Tipana, na obeh straneh so enaki priimki, so enaka govorica. Če greste po pokopališčih, so prav imena, priimki, Baloh, Rakar, Šimac, v Prosnidu in v Breginju, se pravi na obeh stranih vidite. Ali pa tle v občini Sovodnje pod Materijom, ali pa na Livku popolnoma enaka govorica, popolnoma enaki priimki, Poletiči, Mateliči, Cendoli, Čendovi in tako naprej. Ali pa Klavora, ne, tipičen primer je Klavora, ki je na eni in drugi strani, vendar že obnašanje je drugačno. Tako da res vračamo se nazaj, ne vem, mislim, da je to hoteno, lahko je pa tudi posledica tega, da nimajo znanja ti ljudje, ki to pripravljajo. Po moje je pa hoteno, tako narejeno. Koliko lahko ena taka stvar vpliva konkretno na odnose med Posočjem in Benečijo oziroma temi občinami, ki so na tem področju, Benečija, Terska dolina, Nediška dolina in Rezija in Kanalska? Nam kot, zdaj bom govoril, meni kot Slovencu, ne kot načelnik upravne enote, to ni vseeno. Tudi kot načelnik upravne enote mi ni vseeno, ker pač zaščititi je treba naše ljudi, to so naši ljudje slovenskega porekla. Koliko bo pa to vplivalo? Predvsem bo vplivalo bolj na odnose med temi občinami. Nekatere bojo sprejele, nekatere bojo dobile komisarsko upravo,
oziroma in tako naprej bojo komisarji odločili. V to se tudi mi ne smemo spuščati, ker smo druga država, vendar mnenje pa lahko imamo in o tem lahko tudi na glas povem, da meni ni v redu, da se tako dogaja, ker to je korak nazaj. To je namesto, da bi šli stalno naprej, da bi odnosi med nami bili sproščeni, demokratični in tako naprej, to uvaja zopet nek nelagodje, nek strah, tudi med samimi, recimo župan je v Benečiji veliko nesoglasje, niso na eni strani, niso na drugi, kar v bodoči uniji vsekakor ni dobro, ker pa še to moram povedati, da do zdaj so občine imele neko spoštovanje, zdaj po umiku nekaterih funkcij občinskih na premikom teh funkcij na unije, bojo občine degradirane kot na neko krajevno skupnost, kot pri nas krajevna skupnost, ki nima praktično nobene moči in bojo urejale te vaške zadeve. Tako da tudi v simbolnem pomenu je to zelo narobe. In prav v tem smislu, recimo, če lahko daste vaše mnenje, kaj bi mogla v tem trenutku narediti tudi Slovenija, recimo, glede na to tudi, da je dala priznanje Serakjanevi pred kakšnim mesecem. Vem, da je vprašanje malo tako zbadljivo, ampak vseeno, ko vsaj za nas, tako tudi v zamejstvu, ko vidimo, da Slovenija daje priznanje prvi ženski v deželi, bi si pričakovali potem, da bi te reforme bi bile izpeljane vsaj nekoliko drugače. Ja, kaj bi morala Slovenija reagirati? Vsekakor bi morala, ker pač je zaščita naše nacionalne manjšine v drugi državi. To je tudi v resoluciji, ki je sprejel državni zbor pred leti, verjetno napisano, da je potrebno ščititi našo manjšino in to je tudi del zaščite, ko zgubiš neke funkcije, ki potrjujejo prisotnost Slovencev na nekem teritoriju, potem je vsekakor treba reagirati. Jaz upam, da bo naša država v kratkem reagirala, tako zunanje ministrstvo kot urad za Slovence, verjetno bi morala tudi vlada kaj reči. Kaj pa že drugo? Priznanje, ja. V početje predsednika države se ne bo spuščal. Recimo, tako, da bi še zadnje vprašanje, kar se tiče tega odnosa, pa bi potem prišli na delo fundacije Poti miru. Se vas hotel vprašati, recimo v perspektivi sedaj, kako na teh, kar se tiče teh občin, kakšni projekti se pripravljajo. Mi vstopamo oziroma smo že vstopili v novo programsko obdobje, kar se tiče Evropske unije in ker tako tudi v pogovoru s prijatelji v Benečiji, v Videmski pokrajini, vidimo, da za njih so ti projekti, ki so bili izpeljani, zelo pomembni, predvsem za ta gorata območja. Se pripravljajo kakšni zanimivi projekti, ki bojo perspektivni za razvoj in Posočja in teh občin, ki so v tem obmejnem pasu Videmske pokrajine. Ja, prav pred dobrim tednom smo imeli sestanek z beneškimi upravitelji, prišel je tudi deželni odbornik Kristjan Šavli in domenili smo se za dva projekta, za dva strateška projekta, in sicer projekt Park Nadiža, strateški projekt, je vreden 3 milijone, in drugi strateški projekt Kolesarske poti, pravno tako, vreden 3 milijone. To sta zaenkrat dva strateška projekta, sestanek bil odličen, soglasje popolno z obeh strani. Porok za uspeh pa vidimo v deželnem odborniku, ki je ponudil vso pomoč. Zdaj, za naprej pa imamo prav na področju Prve svetovne vojne in zgodovinska turizma tudi pripravljene projekte. Zdaj iščemo, oziroma nas tudi partnerji iščijo z italijanske in avstrijske strani,
tako da bomo tudi na tem področju še nadaljevali. Vključili bomo tudi, recimo zdaj, ki sem bil na Češkem, na obrambnem ministrstvu, bomo tudi Čehe in Mađare vključili v to, tako da bo vključenih 5 držav v ta strateški projekt. No in ker smo, tako smo prišli na to področje turizma, prve svetovne vojne in prav v tem času, ko se je že več kot 1 leto začelo to spominjanje, ne bi govoril o praznovanju, ker ne vem, kako se lahko praznujemo prvo svetovno vojno, vse pa lahko spominjamo glede na tragedijo, ki je bila za te kraje, za te ljudi, ampak tudi za celotno človeštvo, če bi lahko rekli. Vi ste že, recimo, ste bil pobudnik ustanovitve Kobariškega muzeja takrat. Sem bral zanimivo, da se me je ideja porodila, ko ste bil bolan. Ste razmišljali, kaj narediti, če nam lahko poveste, to zamisel, pa bi potem šli še na fundacijo Poti miru. Ja, moram še malo bolj nazaj. Okoli leta 1970 smo šli s prijatelji tje za Krno v Lašte. Tam v Laštah je tako nedostopen kraj, taki, tam pridemo hoče po par ljudi na leto, tiskrat pa sploh. In smo dol proti že, ko visi pobočje dol proti Krnskemu jezeru, smo na žičnih overah naleteli na okostja italijanskih vojakov, prav na prvi liniji. In to nas je zelo prizadelo. Bilo je ogromno orožja, v eni kaverni smo doli še popolnoma opremljeno bolnico, ambulanto s ogradi, z dekami. Jaz sem v enem žepu v hlačah dobil še italijanske čentežime in tako naprej. To nas je res tako pretreslo. In potem sem o tem pisal tudi v Planinskem vestniku že 74 leta. No, imel sem srečo, da je moj sosed bil Alojz Smolej, to je bil majstrov borc, še prej pa je bil poročnik v avstrijski vojski in se je bojeval na znamenitem Mrzlem vrhu 1 leto. In potem je bil deležen tudi v tej Kobariški bitki in je prvi dan končal prav tam pri starem selu. Podaril mi je tudi dnevnik in vse njegove fotografije z tega obdobja. No in potem sem stikal tam sredi 80-ih let, gor po kavernah na Batovenci in sem naletel na enega možakarja, ki se je izkazalo, da je doktor Heinz von Lichem, zgodovinar iz Münchna, pisec veliko knjig, sicer nekoliko tak človek čudnih nazorov in čudnega obnašanja včasih, vendar mi je odprl oči o prvi svetovni vojni, še bolj. No, bil sem pa v tistih časih tudi član Sveta Goriškega muzeja, prav ko je bil še, se mi zdi, prav na koncu še dr. Branko Marušič kot ravnatelj, ali je pa že njegova naslednica, da se ne spominjam. No in tiskrat potem sem tudi poškilil v kakšen depo, z Dragom Sedmakom sem se pogovarjal in tako naprej. In po leti 1989 sem res bil, nek me je prijelo, in nisem mogel spati do jutra in porodila se mi ideja v Kobariškem muzeju in čez 14 dni sem sklical sestanek teh, ki sem mislil, da mislijo enako kot jaz. In potem se je začelo in v 11 mesecih je bila ogromna Mašerova hiša v Kobaridu obnovljena. Prej je bila napol porušena, smo jo obnovili in noter postavili muzejsko zbirko s veliko pomočjo Goriškega muzeja in Zavoda za varstvo, za spomniško varstvo, je bilo tedaj Zorko Hare, je bil, ne moramo res imeti v mislih. In tako je ta zgodba nastala s Kobariškim muzejem, ki je postal tako en najbolj obiskanih v Sloveniji in tudi priznanje dobil nekaj in še zmeraj letos bomo praznovali 25-letnico 24. oktobra in letos bo sigurno 70 000 obiskovalcev. Tako da se obiski bili od 60 do 90 000 na leto. Pravi, da je kar izreden uspeh te zamisli.
drugi milijon, bo tam okoli 1,700,000 bo, ne, obiska do zdaj. To se pravi, da je tudi eden najbolj obiskan muzej v Sloveniji, ali so... Ja, zdaj recimo Ptuj prikazujejo več, samo zdi se mi, da na Ptuj več muzejskih zbirk, ko se seštejejo. Potem nastane fundacija Poti miru in sicer leta 2000, ne, vi ste predsednik uprave te fundacije Poti miru in se mi zdi, da nameni, s katerimi ste ustanovili to ustanovo, so bili prav tudi črpajo iz tega, da ste, ko obiskujete še te hribe, kjer je potekala fronta, da se še danes najdejo kostja ljudi, ki so tam umrli. Pa tudi zaradi dediščine zgodovinske, ki ima velik pomen za to področje. Ja, fundacija je nastala na podoben način kot Kobariški muzej. Leta 2000 poleti smo imeli eno slovesnost na vojaškem pokopališču v Soči. Bil je tedaj prisoten en avstrijski minister, pa visoki generali. Z naše strani je bil pa vodja delegacije dr. Anton Jeglič, ki je bil tedaj državni sekretar na Ministrstvu za znanost. In potem po tej prireditvi smo šli v gostilno, tam v restauracijo v Lepeni in sem tem gostom pač pravil, kaj je okoli nas. Sem točno Vršič je bil pred nami, Vrata, Vršič, Lemeš, to so znameniti kraji iz Prve svetovne vojne. Povedal sem jim, da je gor vse polno teh mulatir, kavern, vsega, kar je pač vojna za sabo pustila in to je urezano v živo skalo in je praktično ostalo tako, kot je bilo nekoč, samo je treba odstraniti pač vegetacijo. No in potem Jeglič, takole smo se delali, je rekel, da pripravi en program za vlado, bom dal jaz na vlado in potem bomo to obravnavali. No, jaz sem hitro dobro tedno pripravil program, je dal na vlado, čez en mesec je bilo na vladi, septembra 2000 je bilo na vladi in vlada je sprejela sklep, da sprejema ta program, da je treba vrednotiti pač to zgodovinsko dediščino Prve svetovne vojne in je bilo v sklepu napisano, da se za to daje pobuda za ustanovitev fundacije. No in potem ustanovitelji, pač 4 smo bili, je bil dr. Robert Blinc, podpredsednik SAZU-ja, pa Anton Jeglič, pa Željko Cimbrič in jaz smo šli k notarju, ustanovili fundacijo in iz niča je potem nastalo to, kar je v 15 letih nastalo. To pa je, da smo obnovili eno veliko hišo, v kateri je ta naš informacijski center, kjer je turistična pisarna, je razstava, je zgodovinska knjižnica, imamo bogat arhiv, imamo tudi 6 zaposlenih, visoko izobraženih družboslovcev, ki bi šli proč v Gorico, ne verjamem, kar ni dela, malo več bi šli v Ljubljano, zdaj so pa ostali tle, so vsi mladi, do 40 let zdaj, ker že precej let delijo, ko smo jih sprejeli, je bilo po 25, ne. Tako da je tudi iz tega nastalo kar uspešna ustanova, ne. Karakteristika, mislim, med drugim karakteristika tega delovanja te fundacije miru so tudi muzeji na prostem. Ja, muzejev na prostem v Zgornjem Posočju imamo 6, 2 sta na Bovškem, na Kobariškem, na planini za Prekralji in na Kolovratu in še na Mengorah in na Mrzlem vrhu. Tam, kjer so bili najbolj ohranjeni ti položaji, tako avstrijski kot italijanski. No, jaz bi izpostavil muzej na prostem na Kolovratu, ki je prav na meji, čisto na konfini, ne, prav čas je bilo tudi na drugi strani pokošeno in urejeno na beneški strani, kde se je zaraslo, vendar seže naš prav do meje.
in smo vse obnovili, to je druga italijanska obrambna črta, kjer so bili topniški položaji za armadno opazovalnico in beležimo obisk, letos bo okoli 300 000 na tem muzeju na prostem. Zdaj pa, ko smo tudi to pot miru od Alp do Jadrana, to si lahko vzamete od zunaj, sem pustil nek zemljevidovim prospektom, boste videli, da jih je tudi južno od Kolovrata, jih je precej teh muzejev na prostem, bodisi na Sabotinu, zdaj na Škabrielu, tle na Krasu so, na Prežnici urejeno in podobno. In prav Branko na Sabotinu pravi, da je obiska, da ne zmore več, zdaj je zaprosil tudi ministrstvo še za eno barako, da bo še gor uredil, ker toliko je obiska, da ne zmore. In to je pač ne samo spominjanje na žrtvovanja, na stiske svojcev, na žalost svojcev, ki so izgubili svoje sinove, marveč je tudi ekonomska priložnost za sedanji rod. Da recimo v Kobariški občini je zgodovinski turizem na prvem mestu, pred športom. In to se kaže tudi tle, nižje dol na Goriškem in na Krasu, da je to res velika tržna niša, ker vedno več ljudi hodi. Hodi in hodijo po zanimivih krajih. To so zanimivi kraji, ker smo notro prišli in naravne lepote in kulturne spomenike, ne samo te spomenike, ki nas žalostijo. Kaj imate recimo en pregled, odkot prihajajo vsi ti obiskovalci? Recimo v Kobariškem muzeju so do zdaj prišli iz 182 držav, praktično vseh, celo z tihomorskih, Mikronezije in tako naprej. Zdaj tle pri nas pa tudi ti pohodniki in ti obiskovalci, tisti, ki so v muzeju, pridejo tudi k nam, ker tudi sta le 10 metrov narazen, sta ta dva centra, muzej in pa naš informacijski center. Tako da imamo praktično z celega sveta. Pravi, ena lepa promocija tudi za Slovenijo. Ja, za Slovenijo vsekakor se jim mogoče naši, sej nekateri državni organi, ustanove se tudi in tudi svoje goste pošiljajo. Nekateri pa ne, samo pridejo pa sami, jaz vidim praktično veleposlaniki, ki sami vozijo svoje goste, tudi jih vozimo te veleposlanika Varnakarn, ameriški, italijanski veleposlaniki, te sem peljal tudi jaz skoro, pa zdaj tudi Rusi so zelo aktivni, predvsem ko so zvedeli, da na pokopališču v Trenti je 135 pokopanih ruskih ujetnikov največ. In bojo zdaj tudi eno spominsko obeležje blizu pokopališča in so tudi obljubili, da prihodnje leto, ko prej Putin ruski kapelci, da prej tudi k nam v Trento. Se pravi, bo velik dogodek. Me zanima zdaj, recimo ta fundacija miru, v sklopu fundacije potem je nastala pot miru Zgornjega Posočja, ki potem se je tudi razširila in postala pot miru od Alp do Jadrana. Če lahko kaj poveste o tem? Ja, leta 2007 smo odprli to pot miru, ki dejansko gre po teh planinskih in drugih poteh in je 100 km, 109 km v Zgornjem Posočju, ki povezuje 6 muzejev na prostem in vse te zgodovinske in kulturne in naravne znamenitosti. No, ko smo videli, da je to zelo uspešno in zelo obiskano, smo tudi se prijavili skupaj z italijanskimi partnerji na ta mednarodni projekt, ki je bil tudi odobren od miru Via di Pace, so ga tle poimenovali Italijani, v katerem je bila nosilni partner pokrajina Gorice. To moram Maro Črnic, podpredsednico pokrajine, zelo pohvaliti, ker je z vsem srcem pri tem sodelovala in potiskala naprej. Tako da fundacija je bila pa koordinator med slovenskimi in italijanskimi partnerji in to se je zelo prijelo. Ravno prej sem razlagal, da me je prej predsednik Planinska društva klical, če lahko jutri sprejmem jaz 27 Avstrijcev v naši
planinski koči pod Krnom, ki bojo prespali in hočejo malo razlage. In to je iz dneva v dan tega še in še. In kako so se razvili, recimo, kakšen učinek ima to na sodelovanje z italijansko stranjo? Recimo, kaj je obrodilo, kakšne sadove, recimo? Dobro smo se spoznali v tem času, ko smo pač v teh 3 letih. Številna nova prijateljstva, so starih jih je bilo že dost tudi na italijanski strani in vključili smo v to pot vse, boste videli, tle noter je vse opisano, narisano in poslikano. Samo ne bom razlagal vse, kar je tle na italijanski strani, moram pa povedati, da ravno včeraj smo na pobudo Ministrstva za obrambo in pa Slovenske akademije znanosti imeli sestank, da bi to pot miru vključili upisali na seznam UNESCO. In zdaj bomo hitro pripravljali vse potrebno za upis te dediščine Prve svetovne vojne na seznam UNESCO. Moram povedati, da do zdaj je iz obdobja vojn na tem seznamu le Hirošima in pa Auschwitz, zdaj je pa tik pred koncem tudi Stalingrad in Gallipoli. Tako da so ti odločujoči možje in žene na UNESCO sprevideli, da je tudi to ena dediščina, ki jo je vredno ščititi. In zdaj mi bomo skupaj Slovenija, Italija in pa Avstrija bomo ta del od Južne Koroške čez Karnijo in čez pač Kanalsko dolino do Zgornje Posočje in do morja bomo skušali uvrstiti na seznam UNESCO. Tudi pri tem imajo velik pomen vključitev društva v ta projekt Poti miru. Kako jih vključujete? Ja, že v Zgornjem Posočju smo videli, da so društva tisti odločujoč činitelj, bom rekel, ki je potreben za to, da se muzej na prostem naredi, pa tudi, da se vzdržuje. Recimo na Bovškem je Drajcen to društvo, ki vzdržuje 2 muzeja na prostem, turistično društvo v Dreženci vzdržuje muzej na prostem pri kraju, na Kolovratu vzdržuje fundacija sama, ker je pač najbolj obsežen in zahteva veliko potrpežljivosti, stalne prisotnosti, ker imamo gor tudi turistični tak majhno kočo in gor nudimo tudi vodiča, ki je stalno prisoten in seveda tudi gostinske usluge. In potem ravno tako na Mengorah tudi skrbi fundacija, na Mržnem vrhu je pa društvo Peski. Tle nižje dol so občine veliko vlogo odigrale pri nadaljavi te poti in pa pri nadaljavi teh muzejev na prostem. Moram pohvaliti pa društvo Soška fronta iz Nove Gorice, ki je res nam pomagalo in po Krasu in gor proti Sabotin, Škabrjel in Sveta Gora in še te do Prižnice. Kaj pa z naše strani, so kakšna društva vključena Ja, z vaše strani, škoda, da Marja ni tle, bi točno znala povedati tudi po imenih, so tudi občine. Tudi občine na tem Kodol, v Tržiču, pa v Dobrdobu, so tudi to društvo iz Tržiča, ki ga zgodovinar, kako je že, vodi, sem pozabil. Jadro? Prosim? Društvo Jadro? Sem pozabil, je tle napisano, se boste videli. V redu, jaz mislim, da tako, pogovor je bil izredno bogat in bi pa rad še prepustil možnost, da kdo iz publike kaj vpraša. Tako da, gospod Pavlin, kar vi začnite. Ker je on
najboljši poznavalec naših krajev oziroma Benečije, torej največji poznavalec iz Slovenije, ne samo poznavalec, tudi obiskovalec, vedno, ko so kakšne prireditve, Dana migranta pa druge, je vedno prisoten. In verjetno tudi boljši poznavalec, kot so Benečani sami. Dve vprašanji. Torej prvo, velika tragedija Beneške Slovenije, Kanalske doline, Resi in tako naprej, je to, da je v zadnjih 30 letih, 40 letih izgubila veliko večino prebivalstva. Danes so občine, ki imajo par sto ljudi, ne? In ko se en otrok rodi, je to velik praznik. Ne? To velik praznik. Torej, to imamo občine, vasi prazne, torej Benečija praktično čez nekaj desetletij, če gre ta trend tako naprej, bo prazna. Vidite vi kakšno možnost, da bi se ta trend ustavil, da bi se morda prebivalstvo začelo malo tudi povečevati, ker drugače res se bo v Benečiji, tudi v Kanalski dolini, se bomo omejili na nekaj središč, na nekaj tudi prej je bilo govora ob tem projektu jezik, o tem, kar je bilo realizirano, ampak to lahko postane oaza v puščavi, recimo, ne, če gremo tako naprej, ker pač človeški element je tisti, ki je podlaga vsemu, to ste vi večkrat poudarili, te stike, ki imate na medsebojni povezavi, to so bistveni, to bistveno vplivajo na pogoje, na sodelovanje, na izboljšanje pogojev in tako naprej. Vidite vi kakšno možnost v tem, da se bo ta situacija izboljšala? To je prvo vprašanje. Se zavedam, da je problem, da je zahtevno, ampak drugo je to glede drugega dela, ki ste vi, torej pod miru, Prva svetovna vojna in tako naprej. Ali se ne bojite vi, da bi, ko bi šlo mimo to obdobje 14-18, da bi ta velik uspeh obiskov in zanimanja in publikacij in poti in vsega mogočega muzejev in tam naprej, tudi Goriški grad recimo ima v teh letih velik obisk, ne, na primerjavi prejšnjih, da po letu 18 bi ta obisk oziroma bi to lahko strmo upadalo. Odgovor na prvo vprašanje. Res je, nekatere občine v Benečiji so izgubile tudi do 92% svojega prebivalstva. Občina Dreka je recimo formalno jih je 100, samo vemo, da jih je 60, vsi ostali so po drugih krajih prijavljeni so gor. Tako da res ta ekonomska migracija je naredila res nepopravljivo škoda v Benečiji. Če ne bi bili Benečani tako trdoživi, jaz meri pravim, da tam je, ko Kitajci pravijo, tisočero cvetov cvete, tisočero umetnikov, vsak nek mešter zna. Benečani so izredno okretni ljudje. Oni se prilagodijo vsaki situaciji. Vendar, recimo, 32.000 na 6.000 je zdaj v Benečiji, prej je bilo 32.000. Vemo za tisti sporazum med Belgijo in Italijo. Italiji so dali toliko premoga, Italijani so mogli pa toliko ljudi gor poslati v rudnike in Benečija se tiskrat spraznila. Ne samo Benečija, ne samo v Belgijo, tudi v Francijo, Švico in v notranjost Italije so se selili s trebuhom za kruhom. Kaj bo naprej? Jaz spremljam, bil sem tisti dan, ko se je ustanovila dvojezična šola, oziroma ne moramo govoriti o dvojezični šoli, tiskrat je bil Pavlo Petričič, pa Živa, pa še par se ne se zbralo in tam smo gledali tistih 600 otrok, na prvo je bilo 600 otrok v tem vrtcu in smo gledali, kaj bo. Pa Pavlo Petričič je bil koražen mož, je rekel bo in res je, vidite, da še letos je tudi upis, še zmeri narašča in daleč največja šola v Benečiji z vrtcem, z osnovno in nižjo srednjo šolo. Tako da, ko jih poslušam, te mlade, sem poznal tiste prav te male,
ki so zdaj že odrasli, imajo družine in tako naprej. In vidim, kakšen velik napredek je. Tudi velik napredek je v tem, da nimajo tistih strahov več v glavi, nimajo tistih zavor, ki so jih imeli starejši. Tudi z našimi se, recimo Horzlivčani pa s temi iz Kobariške se družijo, so celo poročili se med sabo, eni in drugi, in to je zelo lepo. Kako se bo to pa razšilo? Moj velik prijatelj je bil monsignor Pascual Gujon, ta zadnji legendarni četrnac Benečije. Vidiš, kako vem, Povič je rekel, če ne bo ta belih, pride pa ta črni antar meni. To mi je rekel pred 25 leti in to se je uresničilo. Je rekel, praznega prostora ni bilo, maja ni bilo praznega prostora. Boš videl, da bo puno. In res po tisti balkanski vojni v Benečiji, v nekaterih vaseh, večinsko bosansko prebivalstvo, ker so ostali v prejšnjem, je bil ta velik kemp, taborišče za te begunce in so tam ostali in so naselili te vasi. In ta val, ki prihaja in ki verjetno ne bo končal še, bo verjetno naselil te prazne prostore. Zavedam se, da to ni rešitev, ne? Če govorim s očmi Slovenca. To je globalni problem, verjetno. In tudi Posočje je bilo pod tem udarom, vendar v Posočju se je prebivalstvo ni šlo v tujino, je šlo s hribov v večje centre, v Tolmin, Kobarid, v Gorico, na Jesenice. Ti so šli pa po svetu, te korenine s drugim, tretjim rodom zamreje, teh Benečanov, ki so šli. To je druga plat medalje. Kar se pa prve vojne tiče, jaz vedno opozarjam, da bo 18. leto tisto zadnje, ko bo veliko zanimanje. In se je treba pripraviti, ker ta zgodovinski turizem ni samo prva vojna. Zdaj vedno več je zanimanja tudi za drugo vojno in potem, ko bo druga vojna prišla, bo spet nek prišlo. In se je treba pripraviti na bodoča obdobja. Vendar veste sami, da Caporetto v italijanski zavesti je nekaj posebnega in Caporetto bo v zavednosti. Vsak šolar v Italiji pozna Caporetto. Italijani ga pišejo malo začetnico, ker to je zlom. Če škvadra italijanska v nogometu zgubi, to je Caporetto. In to bo zavedno ostalo v italijanski zavesti. Če drugega ne bomo italijanske goste vedno imeli. Ja. Najprej lep pozdrav vsem skupaj. Jaz bi se dotaknil projektov področja glede Fundacije Poti miru. Še prej pa bi pohvalil gospoda Likarja, ki je v teh 30-40 letih zaral ledino in naredil ogromno za ta kraj, za turizem recimo, pa tudi za medvedno. In glede teh mednarodnih projektov, kot je tudi gospod rekel na UNESCO, bi bilo dobro, da bi se v bodoče, pri bodočih projektov malček bolj razširilo, tudi recimo na zaledje. Konkretno, tukaj so zdaj že na Bovškem uredili ogromno teh zadev, muzejev na prostor in tih slov. Moja ideja je tudi, da bi se poleg teh potih, da bi se v bodoče projekt izdelala tudi pot, recimo od Trsta, pa recimo preko Udin, z avtobusom pa po uni strani Rezija, pa vse tri občine občinske, potem šli pa na Banjško planoto, pozabil sem povedati, z Banjške planode, pa bi povezali Škabarje in šli dol. Tako da recimo predvsem Kitajci in Japonci, oni enodnevni izlet, za njih enodnevni izlet, če se vozijo 8 ur. Mislim, da bi sled tega tudi tle razširili, pa bi vklopili tudi še ta legendarno železnico, recimo od Brda, ki je peljala, pa ko gledamo v zgodovinsko dediščino prve svetovne vojne v 12. ofenzivi, je bila bojna trkla na Banjški planoti in teren za razliko od zgornjega Posočja pa Banjška planota, Slovenska planota je pa ravna. In če, mislim, tukaj bi bilo dobro tudi
dodati še pot miru, ampak po Banjški planoti ne bi šla pot miru po asfaltirani cesti, zato ker je ravnina in se pelji z avtobusom, recimo, ne, in zraven pa vidiš, recimo, brez ceste z avtobusa 10-15 kamer, ki z avtobusa ven, ker in pa še nekaj posebnosti je bilo v 11. fazivi, tistih 60 dni, ko je bilo volje, ne, tam je bilo vse na odprtem. Tle so bile utrdbe, recimo, ne, tukaj je bila pa vse in še so ostanki, kako je to nekaj groznega, ne. Topovski domet gre z ene in druge strani in se vidi, ti si samo v jarku, nimaš nobenega zaklonišča. Tu pa spet neka posebnost, ki mislim, da bi bilo tudi dobro, da bi se vklopilo v zgodovinsko dediščino Prve svetovne vojne. In k temu potem pa še dodatno, da bi bilo v zvezi, ker se pripravljate na UNESCO, bi bilo, mislim, povezalo bi se še Slapovitrici, Škabarjelem, okrog pa skrasno, pa tudi na splošno, ne, in kolesarske poti, ko ste rekli, da ne Banjski, ne vem, če veste, na Banjški planoti so bili tudi ruski ujetniki, je bilo 40 000 delavcev, ki so delili te ceste. Na Banjški planoti so naredili nekaj 100 km cest v Prvi svetovni vojni. Od širokih 4 metre pa samo padal mulater, ne. To je se še vedno v naravi, posebno tam, kjer je kamniti del, tam bi ostalo tako, kot je bilo. Pa kar nekaj točk je, ki bi lahko kar muzej na prostem naredili, 2-3 recimo, ne. Toliko, hvala lepa. Ja, Banjška planota je znamenita po tem, to bo dr. Branko Marošič potrdil, da je na njej bila največja bitka na slovenskem ozemlju, ne, v vseh časih, v 11. ofenzivi. Prejšnji teden smo imeli z Bohinci sestank, in oni prosijo za vključitev svojega dela kot zaledja in pa tiste žičnice čez Komno do Krnskega pogorja v Podmiru in seveda z velikim veseljem bomo to naredili. Zdaj, če se bomo tudi mi našli, bomo tudi seveda Banjško planoto noter vključili, moram pa nekaj povedati. Mi to delamo, vendar prav letos smo videli, da tudi če preveč narediš, imaš pa potem probleme z vzdrževanjem. Ker najslabše je, da nekaj narediš, pa da je zanemarjeno. Tako je treba skrbeti za tisto, kar narediš, moraš skrbeti, drugače boljš, da nimaš. Zato tudi v tem po pameti moramo ravnati. Če lahko dopolnim, ravno to sem hotel povedati, da recimo pot miru, da bi se jo trasiralo tam, kjer je že asfaltirana cesta, ker tam potem zadržanja ne bi bilo, da se pa malo drugače... Potem pa ni problema. Ja. Običajno se ne oglašam, ampak nocoj, ker je tukaj prijatelj Zdravko, mislim, da kot nekje prisvojena Benečana, lahko kaj rečemo. Torej, prvo vprašanje, ker če bi šli na razne argumente, bi nas dobilo jutro tukaj, še bi ne bilo dovolj. Ampak recimo eno politično razmišljanje, ko je 2004 padla trdnjava Špetra, se je začela polomija, kar se tiče z političnega vidika v Benečiji. In tole analizo Benečani in tudi prijatelji zunaj nismo imeli nikoliko rajžo si pogledati z obrazom v ogledalo, zakaj se je do tega prišlo, ker potem je padala postojanka za postojanko. To je ena britka resnica in zato še danes recimo tudi to vprašanje, ki se danes pojavlja, glede združitve občin vse pod Špeter, verjetno bi kazalo, da bi bilo to vsaj, če bi že v tem šli v ta razmislek, Šentlenet pa Šempeter, Špeter, torej iz tega političnega, administrativnega vidika. Druga zadeva pa je tako kot klasična češnja na torti, glede 30. aprila 2004, dolga noč na Matejurju. Recimo, da je vsa ta zadeva uspela, moramo se zahvaliti predvsem takratnemu generalnemu vikarju škofije Videm, da je priskočil na pomoč in na tem so se duhovi
pomirili, zato ker je bilo precej nezaupanja, kaj bo to, kaj ne bo drugo, tretje, četrto. Tako da potem tista slovesnost gor je bila taka slovesnost, da je res škoda, da ne bilo toliko dežja, ampak dejansko je to ena zgodovinski dogodek, ki se je dogodil takrat na Matejurju. In še potem ta kot zaključek izjava pokojnega škofa Di Battistija, ki je prosil odpuščanja vseh beneških duhovnika za trpljenja, ki so jih doživeli. Ja, kar se prvega vprašanja tiče o odnosih v špetrski občini, sama dobro veva, pač, da leva sredina si je skočila v lase, ne vem zakaj še danes, zakaj je bilo tako, mogoče je kakšen oseb njego bil prisoten in res odtiskrat je za Slovence se niso pisali dobri časi, ne. Poznate tudi pobudo slovenskega župana Čendova, pa Sremskega Luka, pa gor v Dreki, in te tri občine so predlagale eno obliko podunije. To je tudi Panutin, pa Šaurlista to obljubila na enem sestanku pred par meseci, da bodite brez skrbi, tle bo podunija in boste imeli vse svoje pravice. Vidimo, da včasih se politika pač je polna zarečenega kruha. Kar se pa te slovesnosti tiče gor na Matejurju, je pa res bilo lepo in tiskrat tudi v tistem pripravljalnem odboru smo s takim žarom delali in potem, ko smo videli, kako je to lepo uspelo, res nepozabno je, dokler bomo živi vsi tisti, ki smo bili gor. In to so bili in duhovniki, in politiki, in rektor, kot sem že rekel, vsi, in navadni ljudje, in pevci, vsi smo se objemali, ne glede odkot smo prihajali. To je bilo tako, ni bilo nič uradno, recimo kot tle 3-2-1, mi smo zavriskali polnoči, to je bilo to, in smo pričgali eno ogromen kres in smo rajali v jutro. Če ni drugih vprašanj, bi ta večer zaključili. Jaz se še enkrat zahvalil gospodu Zdravku Likarju. Bi dodal med drugim, da je za svoje delo prejel tudi srebrni red za zasluge Republike Slovenije, ki mu ga je podelil predsednik Danilo Türk. Jaz upam, da se še kdaj srečamo na še kakšni takem srečanju ali okrogli mizi, da še mogoče poglobimo te stvari ali pa tudi še kakšno dejavnost naredimo skupaj tukaj kot kulturni center ali kot krožek Anton Gregorčič. Še enkrat hvala. No, jaz bi ob koncu pa se zahvalil mojemu spraševalcu in mu podarjam knjigo o monsignorju Pasqualu Gujonu, ki smo jo skupaj napisali Benečani in jaz kot koordinator na naši strani in vam želim vse. Ja, sem hotel še povabiti, da si... Ja, odzuni si kar vzamete. So prospekti, zemljevidi. Ja, te prospekte jih je gospod Likar tukaj prinesel, so na voljo zunaj, da si jih lahko vzemete in potem z njimi obhodite, kar nam je danes. Če pa kaj me pokličite, priskrbim dobrega vodiča, ki vas bo peljal kamor tukaj potrebno. Hvala lepa in za naslednji večer. Ja, kako je? Ja, torej, srečanja pod lipami se nadaljujejo tudi v naslednjem tednu. Med nami bomo imeli predstavnike Združenja slovenskih športnih društev v Italiji in predstavnike Slovenskega raziskovalnega inštituta, ki so prav pred kratkim predstavili eno raziskavo, ki zadeva, kako se
otroci iz družin oziroma otroci, ki obiskujejo slovenske šole, katere izvenšolske ali obšolske dejavnosti obiskujejo, če so to dejavnosti, ki zadevajo slovenska društva, slovenske ustanove ali pa iščejo drugačne vrste dejavnosti. Rezultati, če ste kaj brali po medijih, so zelo zanimivi, odvisno kako pristopimo, ampak tudi to mislim, da bo zanimiv večer. Upamo, da bomo uspeli med nami imeti še kakšnega gosta, da bo večer malo bolj tako dinamičen. Ste pa še enkrat vsi vabljeni. Hvala lepa. Nocojšnjemu gostu, gospodu Zdravku Likarju, se prisrčno zahvaljujemo, da je bil z nami. Hvala tudi Julijanu Čalniku, ki je vodil nocojšnji večer. Hvala vsem vam, ki ste se udeležili in se sprejeli naše vabilo. Tako kot običajno, mi potem klepetamo naprej v prijetni družbi ob kapljici vina, zato če se ostavite v naši sredi, ste dobrodošli. Hvala vsem in lep večer še naprej. Se vodilo slabše vse. Se vodilo zelo slabše vse.